V Dolenjskih Toplicah razburja šolska prehrana. V Ivančni Gorici omejili parkiranje. Bodo oživili kopališče na Loki? Dober dan. V Dolenjskih Toplicah tik pred začetkom novega šolskega leta razburja šolska prehrana. V javnosti namreč krožijo različne informacije o tem, da na občini razmišljajo, da bi kuhinjo zaupali zunanjemu izvajalcu, o čemer je župan pisal tudi v zadnjem občinskem glasilu. Ta ideja je med drugim močno razburila nekaj svetnikov, ki so zahtevali izredno sejo. Menili so, da je ta nujna, saj so vse informacije o tem dobili le iz medijev in anonimnega pisma in županu predlagali sklic, a ta tega ni storil. Izredna seja se po našem poslovniku občinskega sveta skliče samo v izrednih primerih. Ta primer pa sem ocenjeval, kot da v nobenem primeru ni izreden. Vse, kar bi lahko imelo pravne, materialne ali finančne posledice, se namreč ne bi moglo zgoditi prej kot sredi prihodnjega leta, še pojasnjuje župan. Zato pa so sejo za včeraj sklicali 4 svetniki, a se je udeležilo le 5 od 12. Svet tako ni bil sklepčen, se je pa pogovor vseeno razvil. Vesel sem, ker sta tudi 2 koalicijska svetnika se udeležila seje, eden je tudi med pobudniki za sejo. Na osnovni šoli Dolenjske Toplice so z organizacijo in kakovostjo šolske prehrane zadovoljni, je povedala ravnateljica tamkajšnjega hrama učenosti. Na šoli ne izvajamo nobenih aktivnosti v smislu sprememb organizacije šolske prehrane. Vse te informacije in razna pisma, ki pa krožijo po občini in raznih občilih, pa do šole niso prišla. A župan pravi, da je na prehrano bilo nekaj pripomb. Ena od pripomb je bila ta, da otroke posiljujejo, če uporabim to besedo, kot sem jo slišal, z preveč zelenjave in salatami in pa z žitaricami. In veliko otrok tega naj bi ne jedlo. Hkrati ima občina kot ustanoviteljica pravico in predvsem dolžnost, da spremlja porabo sredstev, ki jih namenja za šolo, še dodaja. In mi smo želeli pravzaprav v prvem koraku samo to ugotoviti, ali je prehrana predraga ali je nekje na neki primerni ravni. Če bi ugotovili, da je prehrana res predraga, bi se o tem, kaj storiti, vsekakor pogovorili šolo, svetom šole in svetom staršev, pravi župan. In ena od možnosti je tudi zunanji izvajalec, ki bi ga prek javnega razpisa izbrala šola. V središču Ivančne Gorice je tamkajšnja občina vzpostavila nov prometni režim parkiranja. S tem želijo središče razbremeniti oziroma omogočiti parkiranje tudi tistim ljudem, ki pridejo v kraj po opravkih. V ožjem središču kraja je bilo težko dobiti parkirno mesto, zato je občinski svet sprejel odlok o ureditvi parkiranja, ki je uvedel modre cone, pravi tamkajšnji župan. Upam, da današnje zatišje tukaj v centru Ivančne Gorice ne pomeni, da so se ljudje prestrašili novega načina parkiranja, da je to v glavnem posledica dopustniškega časa. Danes je res mir tukaj v centru in je možno parkirati takoj. Čeprav je parkiranje v kraju brezplačno, pa lahko vozniki svoje jeklene konjičke na območju modre cone pustijo le do 90 minut. Mi smo dali tudi natisniti parkirne ure, ki jih delimo vsakemu, ki si pač to želi, tudi brezplačno, in s temi parkirnimi urami ali pa tudi zapisom na papir bo vsak, ki bo se pripeljal po opravkih v center Ivančne Gorice, pač označil prihod. Kdor novega sistema ne bo upošteval, ga bo doletela kazen. Vendar župan ob tem izpostavlja, da njihov namen ni na tak način polniti proračun. Navsezadnje je parkiranje v kraju brezplačno. Seveda pa bomo tiste, ki se tega dokaj enostavnega reda in tudi pravičnega reda ne bodo držali, primorani kaznovati. Jaz upam, da je takih čim manj. Zato apeliram na uporabnike te modre cone v Ivančni Gorici, da se držijo teh dokaj enostavnih pravil. Za vse, ki želijo v kraju parkirati za dlje časa, pa so le nekaj metrov stran uredili parkirišče, ki je prav tako brezplačno. Že jeseni pa se obeta moderno parkirišče za trgovskim središčem in pri lekarni, še dodaja. Metliški vinogradniki in vinari so na letošnjem 38. državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni vnovič dokazali, da v njihovih kleteh zorijo odlična vina. Anton Plut iz Drašičev je osvojil zlato in srebrno medaljo, Kmetijska zadruga Metlika 2 veliki zlati, 5 zlatih in 5 srebrnih,
Kar 27 odličij pa je prejela vinska klet Prus s Krmačine. Bera na letošnji slovenski olimpijadi vin je bila podobna kot minula leta, pravi Prus, 3-kratni vinar leta. To pomeni, da je bilo kar 15 velikih zlatih medalj, da je bilo 6 zlatih medalj, da so bile 4 srebrne, da sta bila 2 šampiona. Iz Prusove kleti pa prihaja tudi prvak belokranjske vinsko-turistične ceste. Ta naziv si je prislužil Beli trio, novejša zvrst njihovega vina, sestavljena iz rumenega muškata, sovinjona in traminca. Za razliko od mnogih drugih vinogradnikov pa se Prus ne pritožuje niti nad letošnjo letino. Pridelka bo sicer manj, saj je nekaj od njihovih 15 vinogradov spomladi prizadela pozeba, junija pa toča. Kaj pa suša? Tu pa smo pa mi sami si s spretnostjo pomagali na ta način, da smo vinograde na peščeno-lapornatih tleh zalivali z vodo iz potoka in smo vzpostavili v prvotno stanje trte in grozdje, tako da ni opaziti škode. Čeprav listja s trt Prusovi še niso odstranjevali, je grozdje že močno obarvano, še posebej Portugalka, ki dozori prva, a to še ne pomeni, da je zrelo, pravi Prus. To ne pomeni, da je še zrelo predvsem sušnih, recimo sušnih letih, kajti sladkorov nabira bolj takrat, ko so dani, če so dani topli, potem pa po noči hladno. Takrat nekako to vse bolj vpliva na dozorevanje grozdja in lepše zori grozdja. Zdaj ga pa počasneje. Tako bo letošnja trgatev kljub visokim temperaturam le kakšen dan prej kot lani, je prepričan 3-kratni vinar leta Jožef Prus. Ali bo ta prestižni naziv prejel še 4. zapored, pa bo znano prihodnji torek. V letu dni je svet energije v informacijskem centru Gen v Krškem obiskalo 8000 ljudi. Veliko je bilo zanimanja za brezplačne delavnice med šolskim letom. Niso pa pričakovali, da bo otroke svet energije tako privlačil tudi med počitnicami. Odziv na današnjo prvo poletno delavnico je bil namreč nad pričakovanji. Kako najhitreje napihniti blazino ali gumenjak, kako narediti mikroskop, kdaj papir ne zagori ali kako narediti svetlobni efekt, je bilo le nekaj tem za eksperimente, ki so privabili kar za 2 skupini otrok. Poskušamo navdušiti, da čim bolj opazujejo mladi v bistvu svet okrog sebe, naravne pojave, posebej smo to delavnico poimenovali poletna delavnica. Cilj takšnih delavnic je vzbuditi zanimanje za naravoslovje. Pristop, ki ga ima Kosinac, otroke očitno navdušuje. Zelo zanimivo mi je, no. Velikrat rad sem pridem. Super, vse zastopim, mislim tako, ko pokaže, vse razloži in tako pač, ko lahko tudi sami probamo, mislim, to mi je všeč. Tudi staršem je bila delavnica zelo zanimiva, čeprav si nismo še pogledali razstave, ki je v zgornjem nadstropju, ampak smo kar zagrizli v te eksperimente, smo presenečeni, prijetno presenečeni. Zaradi večjega zanimanja bo v petek še ena delavnica. Na tisti 1. septembra pa bo sodeloval tudi srebrni olimpijec Primož Kozmus. Začetki gasilstva v Hmelčiču, mali vasici mirnopeške občine, segajo v prvo polovico 20. stoletja, saj letos obeležujejo 75-letnico obstoja domačega prostovoljnega gasilskega društva. Intervencij imajo sicer na srečo bolj malo, posredujejo pa predvsem pri gozdnih požarih. Ja, v bistvu naše društvo je zaratalo kar začelo aktivno biti, imamo 165 članov, veliko je zelo mladih, aktivnih. Naši mladi člani so leta začeli nastopati pod širši Dolenjski in so prinesli že 8 pokalov po 30 letih v društvo. Ja, kot gasilsko društvo je zadolženo tako kot vsi ostali za požarno varnost in pa za ostale intervencije, ki bi bile potrebne od strani gasilskega društva. Tudi za požare recimo stanovanjskih hiš ali pa za gospodarska poslopja in pa seveda tudi požare v naravi. Ob jubileju so poleg podelitve priznanj prevzeli tudi novo gasilsko vozilo. Ja, danes smo pa tega vozilo še čakali za naše mlade člane, ker potuje po Dolenjski, tekmuje, do zdaj niso imeli vozila in s pomočjo donatorjev, sponzorjev nam je uspelo ta vozilo pridobiti. Sicer pa so v društvu pred 4 leti kupili sodobno terensko vozilo, primerno za razgiban teren in gašenje gozdnih požarov. V občini Šentjernej pa so v sklopu projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna tretjič ocenili najlepše urejene stanovanjske hiše z okolico, kozolce ter vasi.
Pobudniki ocenjevanja so poleg občinske uprave člani turističnih društev Vrhpolje, Gradišče in Šentjernej. Na sinočni prireditvi v Kulturnem centru Primoža Trubarja so priznanje za najlepše urejeno vas podelili Združenemu Dolenjemu in Gorenjemu Gradišču. V obrazložitvi je komisija zapisala, da je vas v zadnjih letih napredovala v urejenosti, na vstopih v vasi, s katerega konca imamo mostove, smo posadili že nekaj let cvetje. Tudi domačije daje nekaj na izgled in urejenost okolice, v kateri živimo. Komisija je na dom prišla nenapovedano, fotografirala ter pri tem ocenjevala več dejavnikov. Verjetno veliko rož okoli hiše, starost hiše, več kot 100 let. Komisija je obiskala vse vasi v občini. V letošnjem letu smo izbirali najlepše kozolce, ker jih je bilo preko 300, smo izbrali 24 tistih najlepših. Podelili smo tudi priznanja za 3 lepe stanovanjske hiše. Letos smo dali poudarek starejšim hišam, starim 50 let in več, tudi preko 100 let. In seveda najlepšo vas izbiramo vsako leto. Morda pa bodo prihodnje leto ocenili tudi najlepše kapelice, je dodala Pavlovičeva. Že 7. kolesarski maraton se je odvijal po Mirnski dolini. Udeležilo se ga je okrog 200 kolesarjev. Začetek in cilj sobotne kolesarske proge sta bila na Hrastovici. Kolesarji so se sicer lahko udeležili 3 tras. Veliki maraton je meril 65 km, mali 25, 12 km pa je bil namenjen najmlajšim. Udeleženci našega maratona so otrok, ki je namenjen ta naš maraton, s tem, da je 12 km, da lahko tudi eden od staršev potem otroka pusti pri drugem staršu in lahko nadaljuje maraton, tako da tudi on lahko naredi 50 km. Ena od najstarejših udeleženk maratona je bila tudi naša sogovornica Zdenka Veršnik, ki se s kolesarstvom redno sicer ukvarja šele dobro leto. Vedno več je bolj pomembno in to daš nekaj na to, ker tole danes je že 8. maraton, tako da v planu imam zdaj še 2, pa bo tako že konec sezone. Kot obljubljajo organizatorji, pa se lahko ljubitelji kolesarstva prihodnje leto nadejajo že 8. kolesarskega maratona po Mirnski dolini. Prireditev Noč na Krki ima svoje korenine globoko v 19. stoletju, nazadnje pa je vnovič oživela leta 2002. Letos bo tako že 11. po vrsti, vrhunec dogajanja pa so vselej čolnički, ki prenašajo svečke po Krki. To soboto se bo prireditev začela z belim teniškim turnirjem. Namen belega teniškega turnirja je to, da prikažemo meščarom in tudi teniškim igralcem staro kulturo, kako se včasih igra tenis in s tem tudi poudarimo mladini, kako je treba se obnašati na igriščih. Pomemben dogodek letošnje prireditve bo odprtje kegljišča v servisno-garderobnem objektu v športnem parku Portoval. Ta je zdaj dokončan, celotna naložba pa je stala 1 200 000 evrov. Kegljišče je 4-stezno, moderno opremljeno, računalniško podprto. Mislim, da je v tem delu Slovenije eno najmodernejših kegljišč. Odprtju kegljišča sledi vzpostavitev mestnega kopališča in čolnarne oziroma izposeljevalnice čolnov, je povedal direktor Zavoda za turizem Novo mesto Ivo Koljaj. Kot pravi, imajo za to vse možnosti. Bližina tega objekta, Krka voda se nenehno izboljšuje. Tu se kažejo posledice pozitivnih naporov za zajemanje fekalnih in ostalih vod. Jaz upam, da bo svoje prispevala tudi nova centralna čistilna naprava in tako naprej. Noč na Krki naj bi po mnenju prirediteljev pritegnila med 900 in 1000 obiskovalcev, saj bo postregla s pestrim sporedom. Novost bo sicer tekmovanje v čolnarjenju. Danes je bilo precej vroče in tako bo tudi v prihodnjih dneh, ko bo predvsem v popoldanskem času v mestih velika toplotna obremenitev. Zato naj ne bo odveč nasvet, da poskrbite zase, zadržujte se v senci in pijte zadostne količine vode. Pa lep večer.